Kakšne zanimive skalne oblike. Kakšna lepota. Ki je hladen zrak, meglice. Ko nad Majo in kakšna skala ji grozi. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Pred vami je še zadnji video raziskovanja Srbije in Bolgarije. Zdaj sva z Bolgarije spet prišla nazaj v Srbijo. Nahajava se blizu oziroma med mestoma Dimitrovgrad in Pirot, se pravi čist blizu bolgarske meje. In si bova zdaj šla pogledat Slavinsko grlo. No, Slavinsko grlo je pa v bistvu taka soteska, zelo lepa, taki skladi so kamniti. Evo, zdaj smo že pri tem potoku. To je potok, mislim, da je Rosomačka reka, se reče temu potoku. Tako da ima v bistvu ta Slavinsko grlo ima še drug ime, to so pa Rosomački lonci. Sva na vhodu v korita Rosomačke reke, da vidimo ta korita. Evo, kakšne zanimive skalne oblike. To pa malo spominjam na Blend Delart, tam v Dolomitah. Prekrasno je. Zdaj smo pa nad sotesko. Evo, hodimo prav po robu. Ja, čudovit. Kakšne skalne oblike. Evo, pa skali se kar da skozi po robu hoditi. Tukaj pa zdaj že pogled nazaj. Čudovit. Zdaj sem se pa spustil v korita Rosomačke reke oziroma v Slavinsko grlo in bom šel kar po koritah do konca. Prej sem bilo tamle gor, pa brodimo po koritah Slavinskega grla. Prišel sem čez tale Slapič, zdaj pa naprej. Pa se to odpira. Evo, že brodimo do kolen. Pogled nazaj. In pa gremo naprej. Kakšna lepota. Zdaj pa mislim, da v plavalni del. Tukaj bo treba plavati. Kakšen čudovit tolmun. Tako razgleda nazaj. More Maja. Zdaj pa skok v vodo. Tale čudovit tolmun. Zdaj pa še naprej do konca Slavinskega grla. Kako je lepo. Dajte to. Je čudovito.
je pa najlepši Tolmun. Če gremo skočiti. Stop! Evo. Evo, spet en od vrhuncev potovanja po Srbiji in Albaniji. Bolgariji. Avantura v Srbiji in Bolgariji se nadaljuje z 8. dnevom raziskovanja teh dveh balkanskih držav. Sva v Srbiji in si greva zdaj pogledat eno ogromno jamo Vladikine ploče. Zelo daleč se že vidi gromozanski vhod v jamo Vladikine ploče. Maja, koliko so zdaj še daleč od jame? 2 kilometra. Tako. Jaz bi rekel približno 2 kilometra, pa že v take razdalje daleč se vidi tako vhod. To je res gromozanski vhod. Evo, zdaj se lepo vidi, kako se oblaki premikajo. Po slabi uri hoje sva pa šla na tako panoramsko točko. Evo, lep pogled na, bi rekel, vzhodno Srbijo. Dol spodaj, evo se pa lepo vidi, kako vijuga tale reka skozi kanjon Vladikine ploče. Mi da gremo pa zdaj v jamo Vladikine ploče. Sva pa na približno 900 metrov nadmorske višine. Tamle spodaj pa mora biti okoli 700. Zdaj sva pa v eni največjih divjin Srbije. Pod mano je kanjon Vladikine ploče. Evo, še tako nadaljuje naprej. Evo, zdaj se nam je pa pokazala ogromna odprtina, ogromna jama Vladikine ploče. Po težkem prebijanju, uro 15, ne Maja? Ja, 300 višincev. 300 višincev, čeprav je v bistvu na isti višini približno kakor avto, ampak sva precej gor, zdaj pa dol, nazaj bo spet gor mogla. Prišla do tele čudovite Vladikine ploče. Evo, sva pod njo. Ogromno ptičev ven izletava, lejte, ven in noter. Zanimivo, zgledamo je not gnezda. Inač, gremo pogledat. Kakšen vhod. Sva na vhodu v jamo Vladikine ploče, pa pojmo raziskovati tole srbska čudesa. Ja, po jamu ogromen golobov, ti izletajo ven pa noter.
Ja, tukaj je še tako svetlo, da ne rabimo še luči. Lepo. Pogled ven. Ja, še en skalen stolp. Takole noter naprej. Evo, še zadnji pogled ven. Evo, in smo že prišla do prve zanimive stvari. Naravno okno v jami, noro. Evo. Čudovito, evo, grem skozi. Glejte, kako se lepo vidi, ki je hladen zrak, meglice. Pa v bistvu kar stoji. Evo, in pa tale naravni most, oziroma naravno okno. Prihajamo že do prvih kapnikov. Evo, moramo kar čez tele gor. Evo, spet so tele ponvice, lepe. Kakšne navpične stene, oziroma ostre. Gledajte to. Kakšna ostra stena. Noro, pa spet izjemno zanimivo tole. Gledajte, v bistvu hodva skozi Jamski kanjon. Kako so to visoke stene, kar 40 metrov, usko pa samo ne 2 metra. Pravi Jamski kanjon v jami Vladikine ploče. Evo, naravni most v jami. Gledajte, kakšen lepotec. Edini tak res lep kapnik. Čist, kot da bi bil leden. Zraven pa čist črni. Evo, tisti je pa čist črn, in stalagmit in stalaktit. Ja, noro. To pa tudi še nisem videl. Tale, ta črn kapnik. Skoraj. Evo, tukaj smo zdaj šla še skozi en ozek del in tukaj je res v bistvu konc jame, tako da včas obračamo nazaj. Evo, kakšen zanimiv prehod z tega ozkega dela v večjo dvorano. Super. Prihajajo počas ven, evo, zdaj smo proti temu naravnim mostom. Vidite, skozi kakšen Jamski kanjon hodva. Evo, zgoraj takole, evo, taka špica tam gor. Noro. Prav res kanjon. Tukaj imamo težji del. Spet je ena čist druga dimenzija. Jam v bistvu. Sicer smo malo bogata s kapniki, ampak ima pa druga bogatstva dost. Ko nad Majo in kakšna skala ji grozi. Gremo naprej. Se kar naneha teh lepot. Spet nazaj pri temu kapniku. Evo, Maja bo šla zgoraj, jaz grem pa spodaj. Evo, še skozi še en naraven oken.
Dolžna sva vam še zaključek čudovitega potovanja po Srbiji in Bolgariji. V 8 dneh sva res videla neverjetno veliko stvari. Malo svež spomin, kva sva vse videla. Od jam, skalnih mostov. Ja, ogromno teh mostov, ja. ja. Nora. Pa tista soteska s tistimi stopnicami, ti ogromni spomeniki. Rodopi, ja. Ogromni spomeniki, ja, tako. Pa pač Sedmera jezera. Tako. Tako da videla sva vse, evo. V bistvu vse, Kar se da. Še malo snega tudi. Ja. Kopanje, evo. Ja, kopanje v tistem tolmunčku, res je bilo super. Iskanje prehodov. Tako da, ja, res lepo. Res sva uživala, super teden. Bolgarija je res lepa. Ja, gostoljubna, pocen, hrana dobra, seveda vse. Balkan na Balkanu, isto Srbija, seveda. Tam, ki sva v Dimitrovgradu, kakor bi se vrnil 40 let nazaj. Ja, tistem hotelu, ja, res super. Znači, tako da, jaz upam, da ste uživali v teh videih. Pa se vidimo zdaj spet bližje nas v Sloveniji oziroma v bližini Slovenije. Bojo zdaj naslednji videi. Naročite se na YouTube kanal Raj na zemlji in na Instagram malo pofirpcajte. Čau! Bye, bye.